Lepo sončno popoldne je. Blizu parka so 3 hiše. Rumena, zelena in oranžna. V rumeni živi Zoja, deklica, ki že dolgo živi tu s svojo družino in pozna vse stanovalce. V zeleno hiško se nekega dne priseli družina z deklico Taro. Mama in oče urejata stanovanje, Tara pa je vzela svojega najljubšega medvedka in odšla na igrišče pred hišo. Njena težava je, da slabo vidi, zato nosi očala. Zoja jo opazuje od daleč in je radovedna, kaj počne Tara. Zato se ji počasi približa. Zoja skozi okno opazuje dvorišče in gleda, če bo spet kje zagledala novo deklico. Strah jo je, da jo ni kdo videl, kaj je storila, in bi povedal njeni mami, ki bi jo gotovo kaznovala. Peče jo vest in hudo je, ker ve, da ni ravnala prav. Tara je zelo žalostna. Roka jo je zelo bolela in z mamo sta morali k zdravniku, kjer sta več ur čakali na vrsto. Ko je zdravnik pregledal njeno roko, je dobila opornico. Skrbelo jo je, kaj se je zgodilo z njenim medvedkom in kako bo brala svoje knjige, ker so bila njena očala uničena. Vzela je knjigo in se spet usedla na klopco.
ampak še težje se je igrati sam. Če kdaj storimo kaj takega, kar žalosti druge, je prav, da se opravičimo. In Zoja je s svojim opravičilom dobila novo prijateljico. Nevihta je pregnala deklici v zavetje doma. Mesto so prekrili oblaki in dež je dvorišče spremenil v blahtne luže. Vsi so v svojih stanovanjih in čakajo, da sončni žarki preženejo oblake in posušijo luže in igrala ter klopce na dvorišču. uživali v svojih pelerinah in z dežniki in tudi dež jim je ustavil, da se ne bi družili in plesali po lužah.
Zoja pa je premišljevala, kako bi Tari pomagala do novih očal. Ker rada riše, se je spomnila, da bi lahko z risticami in pesnicami pomagala zbrati denar za Tarina nova očala. Komaj je čakala naslednji dan. Prijatelji so največje darilo in pravi prijatelji znajo reči oprosti. Zoja je zelo vesela, da ima novo prijateljico. Tara pa, da ima svojega medvedka in nova očala.